V svojo krstno sezono v prvi ligi so vstopili kot neznanka. Danes s 6 zmagami in le 2 porazoma zasedajo zavidljivo mesto. Tako visoko v državni košarkarski ligi že dolgo ni bilo nobenega primorskega kluba. Tukajšnji navdušenci pa lahko ponovno spremljajo kakovostne košarkarske obračune. Portorož prodorni trener Konstantin Subotić in njegovi varovanci so prinesli svež veter na sceno in presenetili tudi največje dvomljivce. Mnoge ekipe so že in menjali in trenerje, igralce in so to zdaj čisto drugi kadri, kot so bili en mesec ali pa 2 meseca nazaj in mi pa zaenkrat ostajamo na isti poti z istim kadrom. Ladjarji so tekmo proti Slovanu začeli brez zadržkov. Že na polovici prve četrtine je semafor v dvorani kazal 15-2 in slutiti je bilo, da bodo goste iz Ljubljane, ki se roko na srce letos ne morejo pohvaliti z nekim presežkom v igralskem kadru, odpravili brez težav. A Slovan je še vedno Slovan. 4 izkušeni igralci in četa golobradih mladeničev so lahko tudi nevarni, če jim pustiš, da se razigrajo. Portorožanom so se v tretji četrtini približali na samo 2 točki in jim do konca dihali za ovratnik. Kljub pritisku domačini vodstva niso izpustili iz rok niti za trenutek in so zasluženo slavili s 73-68. Dobro so vodeni, dobro selekcionirana ekipa, v letošnji sezoni so še nadgradili, tako da jaz mislim, da oni niso nobena presenečenja. Danes so zasluženo zmagali, mi smo katastrofalno igrali prvi polčas in celo tekmo smo jih lovili in na koncu nam je malo zmanjkalo moči, tako da moramo čestitati Portorožu. Igramo vsi za enega, eden za vse, žoga lepo kroži v napadu, v obrambi igramo vsi skupaj in to je to, zaenkrat deluje odlično in upam, da bo še tako naprej. Lahko bi jih označili za presenečenje, a če podrobneje pogledamo, hitro ugotovimo, da se nič ni zgodilo po naključju. Vodstvo kluba in trener so pred sezono vedeli, kam se spuščajo. Igralci, ki so zagotovili preboj v prvo ligo, niso bili dovolj za klub, ki hoče igrati profesionalno košarko. Premišljeno kadrovanje, finančni vložek in trdi treningi se zaenkrat odlično obrestujejo. Pred sezono smo vsakemu igralcu rekli, pridi k nam, dobil boš priložnost za igranje in za dokazovanje in fanti to zaenkrat izkoriščajo dobro. Moram reči, da se fanti zelo dobro razumejo, tudi izven terena, najbolj pomembno je pa, da to prenesejo tudi na teren, da bo to ta prava energija in v slačilnici in na igrišču. Na razpredelnici ima več točk kot Portorož, samo Helios, enako število pa Rogaška in Hopsi. V soboto na zadnjo tekmo v letu ladjarji odhajajo prav na Polzelo.